Dragi poslušalci, dragi gledalci, sem Goga Sredojevič, Zveze potrošnikov Slovenije. Danes se bova s kolegom Boštjanom Okornom pogovarjala z Uršo Zgojznik, sopredsednico stranke Vesna, o pomembnih potrošniških temah. Pomembno je prebrati programe strank, da vidimo, zakaj in koga volimo. Torej, volitve so tu, ne čakajte na Evropo. Urša, lepo pozdravljeni. Mogoče imam za ogrevanje eno prijetno vprašanje za vas. Konec leta je namreč za nas podjetje Valicon opravilo raziskavo in izkazalo se je, da kar neverjetnih 68% vaših volivcev pozna delo Zveze potrošnikov Slovenije in kar 92% v naše delo zaupa. Vas ti podatki presenečajo? Niti ne, ker teme, ki jih nekako zagovarjamo v Vesni, bom dala bolj poudarek, se dostikrat zelo povezujejo s temami, ki jih imate vi, a ne. Saj dosti teh zelenih, dosti okoljskih, dosti tudi enega, kaj pa vem, opolnomočenja ljudi, no. In se mi zdi, da to zagovarjamo, no, tudi pri Vesni, in seveda vse to, kako prenesti potem na sistemsko raven. In o tem se dostikrat pogovarjamo, tako da me ne preseneča. Pa poznate Zvezo potrošnikov Slovenije in njen način delovanja? Ja, jaz osebno poznam zelo dobro, seveda ne poznam vseh detajlov, ampak vem, da je to že, da je to nevladna organizacija, ki ima tradicijo, ki ima visoko zaupanje ljudi. Poznam pa tudi zato, ker smo včasih, ke sem bila še jaz pri Ekologih brez meja, tudi kaj posodelovali na kakih tematikah. Poznam vaše ljudi in se mi zdi super organizacija. Kako pa se mi financiramo, vam je to znano? Ja, bom poskusila odgovoriti tako, ke mislim, pa me popravite. Kot nevladna organizacija, a ne, v Sloveniji, o katerih se mimogrede zelo veliko razpravlja, ste precej prepuščeni financiranju, načinom financiranja nevladnih organizacij, ki pritičejo posameznemu resorju oziroma ministrstvu. To vem, da potem vsak resor nekako po svoje to zapakira, ali so to neki, recimo temu, čeprav vem, da to ni čisto programski razpisi, ali so projektni razpisi, in zdaj je to tudi zelo odvisno, a ne, od volje posamične vlade oziroma ministra samega, na kak način se bo tega lotil. In tu vem, da so gor in dol, a ne. Krivulja gre gor in dol, enkrat je boljše, drugič je slabše. Drug del pa mislim, da je pomemben del za vas, so pa naročnine, članarine, verjetno tudi nakupi teh testov, rezultatov in tako naprej. Vidim, da poznate zelo dobro. Pa veste, da z našimi testi recimo dvigujemo kakovost izdelkov in storitev? Poznate naše teste? Precej dobro tudi poznam, mislim, da v tem letu nisem plačala članarine, sicer sem tudi sama večkrat bila, to razumem kot članstvo, in vem, da opravljate te teste, in tudi se mi zdi prav, da na neki način niso čisto na izvoli, ne, ker je to, za tem stoji strokovno opravljeno delo in precej enega truda, in se mi zdi, da je to treba tudi podpreti. In v tujini se mi zdi, pač Slovenija je majhna, pa je mogoče to ta slaba stran tudi za vas, no, se ta neodvisnost ravno prek tega zagotavlja, tako da jaz absolutno to podpiram. Tudi sama zelo sem naročena na veliko enih medijev, plačujem to, ker mislim, da je to eno, kako bi rekla, to je nuja, no, za eno ozaveščenost, za aktivno državljanstvo, za to, da smo ljudje opolnomočeni z vsebino, da se lahko informiramo, da se lahko ozaveščamo in predajamo to tudi naprej. Ker je z nami ravno tudi naš vodja testiranja Boštjan Okorn, ima mogoče še on kakšno vprašanje na to temo, zdaj ga kar izzovem. Ja, mogoče na kakšen način se ti zdi, da bi lahko povečali pač ravno to prepoznavnost testov, ne, glede na to, da poznaš ta del našega, ampak kako ljudem razložiti pravzaprav, oziroma kako bi lahko tudi vaša stranka, bom rekel, dala neko podporo, ker meni se zdi, da se nam predvsem manjka ta podpora, neka splošna, ne bom rekel sistemska, ampak v družbi, da ljudje vedo, zakaj je treba te teste plačati, ker navsezadnje tudi mi plačujemo pač laboratorijem in kupujemo in pošiljamo pač izdelke v laboratorije. Ja, jaz sem razmišljala, pa ne pred tem pogovorom, že enkrat v preteklosti,
ker vidim, da so stvari dosti podobne, no, tudi na področju okolja. Ljudje tudi ne razumejo čisto dobro, zakaj je fajn, da imajo informacije o kemikalijah, na primer. Zakaj je v redu, da lahko nekje dobijo neodvisno mnenje. Ampak ne vem, vedno zaključim pri tem, da smo res majhna država, no, in da je, ne vem, 2 milijona nas je, a ne, in če samo, mogoče tudi relativno velik procent ljudi to razume, to še vedno malo denarja, no, ker ne moreš pa tudi, ne vem, kakih zneskov tukaj, a ne. Zato jaz bolj razmišljam, da je nemški model, no, se mi zdi, da je vseeno bolj primeren za nas, se pravi, da to more nekako tudi država vzeti nase. Ne govorim zdaj 100%, ker mogoče je to tudi pol lahko narobe, škodljivo, vpliva na avtonomnost, ampak v nekem delu mislim, da bi to morali zagristi, ker mi po nekem, kaj pa vem, razmišljanju potrošnika se mi zdi, da kljub vsemu bolj sodimo v nek vzhod Evrope. Večkrat sem že slišala, da smo država akcij oziroma zelo padamo na te, se pravi, piščančja prsa v akciji in pol gremo gledat, kje so zdaj najnižje cene, a ne, in pol si navalimo tja in enkrat mi je celo nek strokovnjak, no, s tega področja razlagal, da ni nikjer v nobeni drugi državi toliko tega, kot pri nas. In se mi zdi, da je treba seveda ljudi opolnomočiti, ne moramo računati na to, da bojo sami to naredili. In to bi mogla biti spodbuda države, no. Torej, metano zavedanje, to je v bistvu regulator, a ne, vsega, da to rabimo, torej poskrbi država, da v okviru, mislim, da je to Ministrstvo za gospodarstvo najbolj ustrezno, poskrbi tudi za svoj direktorat mogoče, ki ga financira in podpre v resnici tudi Zvezo potrošnikov v nekem delu, v drugem delu pa je potrebno ostati avtonomen. Vseeno dam še klicaj, tudi v tem delu, ki je državno financiranje, mora biti zagotovljena avtonomnost, ker če ne, je to lahko hitro v primežu mnenj posamičnega ministra ali pa posamične vlade. No, jaz mislim, da se z Boštjanom pol veseliva, da bi Vesna prestopila Ja, in zelo, prišla v parlament. ker to razumevanje ne manjka, ne, Ja. ker dejansko ravno to, smo včasih bolj sprejeti v tujini kot v Sloveniji, ne, ravno zaradi tega, ker pač te organizacije skrbijo za to, da se ta zgodba odvija na podoben način povsod po Evropi, a ne, in Slovenija je dostikrat ravno zaradi, in tudi zaradi te majhnosti zgled, da je možno tudi v takih državah, in kot je bilo omenjeno, na vzhodu prav veliko takšnih organizacij žal ni, ne, poleg bivšem vzhodu, če tako rečem, poleg nas samo še Čehi nekako delujejo tako kot zahodne organizacije, ne. Tako da tukaj ta spodbuda mi bo veliko, ali pa nam bo veliko veselje, ne. Absolutno sem za to res. Hvala. Drugače pa bi se premaknila mogoče na eno od naših prvih tem pozivov ZPS strankam, a ne. In sicer mi smo v preteklem letu organizirali mednarodno konferenco o oglaševanju nezdravih živil otrokom. In otroci danes odraščajo v okolju, kjer jih oglasi za sladkarije, sladke pijače, hitro hrano spremljajo povsod, a ne. Televizija, splet, družbena omrežja in celo v igrah. Kar precej držav po svetu, na primer Velika Britanija, Norveška, Danska, Avstralija, so že uvedle ali uvajajo prepovedi in stroge omejitve oglaševanja nezdravih živil otrokom do 15. oziroma 18. leta. Recimo Velika Britanija uvaja to za celotno prebivalstvo. Zakaj Slovenija na tem področju ne sledi primerom dobre prakse iz tujine in še vedno ni uvedla podobnih ukrepov? Jaz mislim, da točno zato, no, ker neka podhranjenost tega zavedanja, da imamo potrošniki tudi moč in na drugi strani opolnomočenje z vsemi informacijami, ki niso potem samo tarča prvega pomisleka, ne. Saj ti testi nič ne veljajo, ker je, ne vem, 10 let nazaj bila odkrita neka afera. To se meni zdi res brez veze. In majhnost trga se mi zdi druga stvar, ker smo tudi, mislim, mi nimamo veliko podjetij, a ne, ki bi bili proizvajalci, ki bi na področju prehranske industrije, a ne, bili tisti res, kjer imamo sedeže tu, a ne, in lahko res o vsem odločamo in smo dostikrat odvisni od vodstev podjetij, ki so v drugih državah in seveda pol avtomatsko si tam nekje, a ne, bomo pol na koncu mogoče Slovenijo.
To se mi zdi en tak, torej prvič res manjko ene ozaveščenosti, ne zaradi vašega dela, ampak samo po sebi. Drugič je majhnost v smislu neke prehranske industrije, ki bi jo lahko seveda bolj neposredno potem tukaj nagovarjali. Tretjič se mi pa vseeno zdi tudi to, lahko mi leporečimo, pa zahtevamo, pa si želimo, dokler se to ne spremeni na sistemski ravni, je to zgolj leporečenje. Ampak ko rečem sistemska raven, pomeni urediti zakonodajo, ali je mogoče to tudi prepoved, ker se mi zdi že skoraj kdaj bogokletno reči v teh časih, ki pa mora slediti potem tudi nadzor. In tukaj se mi zdi je tudi podhranjenost inšpekcijskih služb na tem področju zelo veliko. Bom samo dala za primerjavo, saj ni potem tole dosti daleč. Jaz dostikrat se pohecam, pa koga vprašam, kdo se boji okoljskega inšpektorja, pa se si gledamo nobenega, mislim, se to ni zdaj direktno povezano, ampak to so področja, ki niso tako zelo, kako bi rekla, predmet represije, oziroma so zahtevna področja, tudi je težko dobiti inšpektorje, pa tudi tega zavedanja manjka, da je to treba okrepiti. Recimo meni je, ne vem, jaz že dolga leta živim v tej utvari, ni najbrž utvara, popravita me, ampak ideji na Danskem sem enkrat slišala, Zveza potrošnikov je tam tako močna, da če se zgodi nek prekršek, nekaj, kar je, ne vem, recimo lažno oglaševanje ali kaj podobnega, pristaneš ti na tistih straneh, mogoče celo na javnih oglasnih prostorih in marsikatero podjetje je doživelo tak upad prihodkov, da se resno potem vprašaš, če to bi se šel, a ne. Tukaj se mi pa zdi pri tej temi, o tem se premalo pogovarjamo. Jaz bi tole tudi zelo zvezala, ko rečemo otroci, jaz bi to mogoče prav drugo besedo še dala zraven, to so najstniki, ki vseeno, ne, v tej svoji dobi življenja iščejo to svojo samostojnost, jo mogoče celo uveljavljajo preko tega, ker meni je zelo zanimivo, ne, recimo pred časom sem eno strategijo pripravljala, in smo po šolah v bistvu tudi glede odpadkov, no, po šolah spraševali, kje vidijo šole tukaj kot nek problem, ne, kar se tega tiče. In so skoraj vse navedle, da zunanje površine, kjer so klopi, kjer je igrišče, so non-stop predmet smetenja. In to s čim, a ne? Sladkimi pijačami, hitrimi prigrizki, to ni zdravo, ne? In se mi zdi, da se tam tudi vseeno en upor kaže. Skratka, da zaključim, mislim, da je to absolutno treba nasloviti, mi še nismo v Sloveniji, v smislu sistemskega omejitve, prepovedi in tako naprej, ob zelo močni kampanji oglaševalski, ali pa da rečem kontraoglaševalski. Glede na to, da je pravzaprav vsak tretji otrok v Evropi preveč hranjen oziroma predebel, a ne, že kar debel, se pa dostikrat pojavljajo ugovori, ke češ, saj starši morajo tudi poskrbeti za svoje otroke, a ne, kako, a se vam res zdi, da je prehrana, pravzaprav, da je vse na starših in na vzgoji, no, doma, da smo mi sami tisti, ki smo pravzaprav odgovorni za prehrano otrok? Ne, jaz nikoli ne pristanem tu na to neko individualno krivdo. Resnično verjamem, da smo vsi del ene skupnosti, ali je to lokalna skupnost ali je to država, in to je solidarnost. Se pravi, ne samo takrat, ko stopimo skupaj, pa nekdo nekaj rabi, a ne, ampak tudi pri pomoči, da se tega zavedamo, da se to o tem govori, da se podpiramo pri tem. In tukaj bi mogoče pa šole izpostavila, ne. Zdaj, nekako starši rečejo, oziroma učitelji povejo, kako starši vplivajo že na učne procese, se vtikujejo dobesedno vsako ceno. Ko pa poskuša šola nekaj vrniti staršem na način izobraževanja, pa teh staršev, ki bi najbolj to potrebovali, nikoli ni. Tako da to en ukrep sigurno ne bo rešil, a ne. In se mi zdi, da to celo taka medresorska zadeva, ki bi se jo bilo potrebno rešiti, kar je mene vedno motilo, no, tudi pri mojem prejšnjem delovanju v nevladnem sektorju. Toliko smo majhni, pa ni nas veliko v resnici, ki se potem s posameznim področjem ukvarjamo, ampak potem pa delamo te v bistvu super projekte, ampak dela ena organizacija en projekt, druga organizacija drug projekt, vsaka naredi eno manjšo kampanjo. Skupaj je treba stopiti in narediti to udarno in močno, in takrat se mi zdi, da
ne vem, tudi mediji, a ne, vsi, predvsem tudi spletni, tudi na družbenih omrežjih, dokler pač jih moramo uporabljati očitno, da je to taka fronta, no. Takrat se mi zdi, da se zgodijo premiki, ko se doseže tisti določen procent ljudi, ne vem, včasih so rekli, da je to 13%, in da to postane vsakodnevna tema. Pa se pa začne razmišljati. Ja, ampak potem imamo recimo najstnike, ki ste prej že omenili, predvsem najstnike, a ne. Kako bi uredili recimo zakonodajo bolje, da bi nekako tudi to digitalno oglaševanje hrane otrokom, a ne, zdaj imamo veliko spletnih vplivnežev, tudi na tem področju. Kaj bi bili neki konkretni ukrepi? Jaz mislim, da je tole direktno zvezano z omejitvijo uporabe družabnih omrežij. Žal. Jaz mislim, da je tukaj taka rak rana družbe, da se mi sploh ne zavedamo, kaj v resnici bo to prineslo v prihodnosti. In se mi zdi, da z omejevanjem dostopa, sej vemo vsi, da je možno to izigrati, ampak kljub vsemu se en velik del ljudi pa tukaj, a ne, drži tega. In seveda mladostniki sledijo vplivnežem, a ne. To se mi je zdelo fascinantno, no, ko je bila ta energijska ali športna pijača, a je bila Prime, a ne. Noro, a ne, mislim, to je vplivnež dal na trg, ne neka, kaj pa vem, industrija, ne, ki proizvaja take pijače, vplivnež. Ja, kje vraga si je on mislil, da bo dosegel svoje kupce? Seveda, ne, preko medijev, kjer jim mladi najbolj sledijo, spletna omrežja, Facebook, TikTok in tako naprej. Skratka, omejitev je ključna tukaj in se s tem avtomatsko določen del omejitev prenese tudi potem na omejitev oglaševanja in potem tudi nakupa. Okrepiti bi pa bilo treba, ne, jaz ne vem, kako v Sloveniji tak, ki o tem govori, da je to škodljivo. Seveda je to potem absolutno manj zanimivo, ampak tudi to je treba potem govoriti o tem, ne. Saj so tudi taki, ki znajo o tem kaj povedati, ampak mladi na to padajo, no. Z veseljem bi se še pogovarjala o tem, glede na to, da smo pravzaprav Prime ravno pri Zvezi potrošnikov uspeli, da rečemo, črniti, a ne, in povedati, kaj v resnici se skriva, tako v Prime energijski pijači kot osvežilni pijači, a ne. Tako da je bil to kar naš eden večjih uspehov, a ne. Ampak zdaj hvala. Zdaj predajam besedo Boštjanu, ki bo vprašal nekaj vprašanj na temo javnega prevoza, a ne. Potem se pa midve lotiva še malo, upam, da bova imeli čas za nevarne kemikalije. Ja, mogoče najprej, Prime smo uspeli tudi pač spraviti s trga zaradi tega, ker smo podali neke informacije, ki so bile zaskrbljujoče. In pri javnem prevozu oziroma pri prevozu na splošno se pa stalno pogovarjamo o teh informacijah, pa jih ljudje očitno ne razumejo, ne slišijo, ne. Meni je, bom rekel, najbolj tista, ki udari človeka, ne, po žepu, je to, da smo država, ki največ denarja nameni prevozu, transportu, in v tem kolačku je najmanj, bom rekel, javnega prevoza, se pravi, ta cena je visoka, zato ker uporabljamo veliko osebnih avtomobilov. Potem pa imamo še seveda številke, da je seveda transport prispeva k največ emisijam v prometu, da se te emisije ne zmanjšujejo, da je praktično edina panoga, kjer se od leta 90 niso zmanjšale, a ne. In da tudi, to je pa tisto, česar ne vidimo, a ne, da prispeva promet kar veliko smrtim zaradi teh drobnih delcev, izpustov v samem tem mestnem okolju, kar je tudi, bom rekel, ko se je začela uveljavljati vsaj ta električna mobilnost, ne, je kar nekako šlo v pozabo, ne, da dejansko, če bi vsaj električni avtomobili po mestu vozili, bi verjetno kakšno smrt ali pa bolezen preprečili. Ampak to so vse številke, ki so znane, ampak ljudi še vedno ne spravimo z avtomobilov v javni prevoz, predvsem v Sloveniji. Mi smo tudi delali eno tako zelo zanimivo anketo in v primerjavi z ostalimi evropskimi državami smo ravno pri transportu, kar se tiče same trajnosti, smo najslabši, a ne, ali med najslabšimi nekje skupaj z Američani. Medtem ko pri vseh ostalih stvareh, pri trajnosti smo nekako bolj ozaveščeni. Zdaj, na kakšen način bi se vi tega problema lotili? Se pravi, vemo, da je rak rana zelo neučinkovit javni transport, ki z nekimi kapljicami se dodaja neke novosti, ampak v resnici, recimo ena od zadnjih informacij, ki sem jih slišal, recimo na poti na Bled, ne, ko pride vlak v Lesce, tam ni avtobusa, ki bi čakal na ta vlak in peljal ljudi v Bled in Bohinj, ne. Recimo, so take majhne stvari, ki bolijo in zaradi katerih se ljudje seveda ne odločajo za javni transport.
Strašno me veseli, da lahko o tem govorim, ker je to z vidika ene zelene stranke ena takih prvih stvari, no, tudi povsod po Evropi, tam, kjer so trenutno ali pa so bile zelene stranke v vladah, bil to eden prvih projektov, torej urediti področje prometa in seveda urediti področje javnega potniškega prometa. In kot ste omenili, mi imamo tukaj res težave, a ne samo zaradi prometa potniškega kot takega. Druga stvar je v resnici zdravje, ki se res premalo zavedamo. Meni je fascinantno, pa absolutno ni prav. Kolikor ljudi umre v prometnih nesrečah, je to vedno težko, ampak mi imamo več desetkratnik smrti zaradi slabega zraka. Seveda se pa to ne zgodi na način pokrivanja trupel, a ne, za temi šokantnimi posnetki, ampak to je nasedanje, a ne, teh delcev v naše organizme in potem posledičen razvoj bolezni, ki se razvije. In o tem zelo, zelo malo govorimo, a ne. Še celo huje je, ker je tudi ta vlada poskušala nasloviti to, a ne, mi imamo dva večja vira, PM10, PM2 pa pol delcev, to je promet, drugo je pa kurjava v starih pečeh ali pač mokra drva, a ne, in ko je bila ta ideja, da bi pač omejili, a ne, v drv ne damo. Mislim, odziv katastrofalen, a ne, ki je poslabšal vse skupaj. In zato je promet tisto, kar mogoče lahko najprej zagrizemo. Zelo težko je spet to individualne odločitve, da ne rečem celo res, mogoče celo, kaj pa vem, v revščino tukaj zagrizeš, a ne, zakaj ljudje kurijo mokra drva, zakaj imajo take peči, ker verjetno si ne morejo drugih privoščiti, verjetno si ne morejo nabaviti recimo toplotne črpalke. Skratka, promet je prvi. In naša ideja je tukaj točno ta. Okrepiti javni potniški promet, pa ne na način, zdaj bomo gradili, a ne, železnico bomo začeli graditi, pa bo pol čez 10 let pripravljena. Ne, mi lahko z veliko ukrepi že zdaj spremenimo marsikaj. In eno je ravno ta učinkovitost, torej, kaki so vozni redi. A imamo mi železniške postaje na takih mestih, da lahko ljudje iz nekih središč ali pa pač območij, kjer živi več ljudi, pridajo z javnim prevozom, s kolesom mogoče, ker čujem tudi včasih primere, da nimajo niti s kolesom urejenih poti, možnosti parkiranja, pa smo samo pri kolesu. Torej, to je pač treba eno študijo narediti, preučiti, vozne rede pregledati, ker se tudi vozijo vlaki in avtobusi takrat, ko nima noben potrebe po tej vožnji. In druga stvar, no, ki se mi pa spet zdi, no, mogoče sem to res prevlekla iz nevladnega sektorja, ampak mehki ukrepi. To ne stane toliko veliko, no, ampak to je treba narediti resno promocijo. Danes imamo kakor neko vozovnico, enotno vozovnico, jaz niti ne vem čisto dobro, pa me zanimajo te stvari. Moraš vsakič iti brati, kompleksni zapisi, informirati se, kje dobiš to vozovnico, kaj sploh pomeni. To ni nič. Stvari je treba blazno poenostaviti. To pomeni nekdo, ki danes rabi javni prevoz in si želi danes kupiti to vozovnico. Vse na preprost način pojasniti, povedati in tega ni. Druga stvar, ki me tudi blazno tukaj zjezi, je zmeri, torej imamo brezplačni prevozi za upokojence, zakaj to ni za mlade? Mladi so tisti, ki lahko to naprej poganjajo, a ne, ljudje, ki so v pokoju, absolutno, naj to ostane, ampak recimo estonski primer, ki ga sem malo gledala pa preučevala, tam je to že 20 let, država ni propadla, ne. Torej, okrepiti, seveda je treba na začetku na sistemski ravni dati nekaj denarja za to, ampak to se potem začne obračati. In s tem se začne vse skupaj krepiti. Za vsako ceno krepiti javni potniški promet. Zdaj bi pa samo še to dodala, ker vem, da je Slovenija zelo ruralna država in utvara, da bomo mi vlake zgradili do vsake vasi, je pač utvara. Kaj narediti v teh manjših krajih in vaseh? Tudi je marsikaj možno. Recimo krožne vožnje z manjšimi kombiji. V popoldanskem času, recimo otroci, starši vozijo otroke na razne dejavnosti, saj marsikje tudi združujejo, to, kar je super, ampak še okrepiti, jim pomagati, naj se tudi starši razbremenijo v resnici, a ne. Manjše kroge delati, a ne, z manjšimi vozili, ne pa z velikimi avtobusi, ki se vozijo na pol prazni. Itd., no. Veliko teh majhnih ukrepov lahko porine vse skupaj naprej, ampak mora biti to
kako naj rečem, en paket. Ne, da se eno leto na začetku nekaj mal, pol pa drugo leto spet nekaj mal, pa to ljudje pozabimo vmes. Koliko uporabljate javni prevoz? V Sloveniji ali v tujini? Jaz živim na obrobju Slovenije, v resnici v Savinjski dolini in jaz ne morem uporabljati javnega prevoza. No, to je tisti izgovor, ki ga Zato- ima večina, ne? Zdaj je pa treba te alternative, mislim, mi dostikrat, ko to govorimo, je res težko točno takemu človeku odgovarjati, ne? Ko stanuješ v mestu, ko si nekje blizu, seveda imaš veliko alternativ, ne? Od kolesa do konc koncev tudi deljenja vozil, ko si na obrobju, zdaj pa ta del je treba Zato izboljšati. govorim, a ne, da mislim, veliko razmišljam o tem. Jaz enostavno, da pridem iz svojega kraja do Ljubljane, jaz porabim do 3 ure, če le ujamem prave, torej vozni red, da je prilagojen mojim uram. A ne. To je nesmiselno in pričakovati, da bomo ljudje to uporabljali, pač ne bomo. Danes je tista kategorija, ki nam jo vsem zmanjkuje čas. In jaz bi se najraje na svetu usedla na vlak, lepo delala, ne, v nekem delujočem Wi-Fiju, to moram tudi poudariti, ker sem že slišala veliko primerov. Imajo Wi-Fi, pa ne dela, pa uderejo računalnike in tako naprej. Mislim, to ni nobena spodbuda, ne. In vožnja utruja, mene to utruja. Sej se prilagodiš, sej se navadiš, ampak najti načine in tudi taki Urši, a ne, ki živi na obrobju, je potrebno potem prisluhniti in narediti točno to. Mogoče ene take, kako bi rekla, vzorčne primere vzeti. A ne, nekdo, ki živi v mestih, kakšne so njegove možnosti. Nekdo, ki živi v primestju, recimo mi tudi, še to dam noter, zagovarjamo, da bi v resnici dosti hitro se dalo tole Ljubljansko kotlino povezati z vlaki, ki jih imamo, železnice tukaj so, recimo na 30 minut, a ne, take taktne, hitre mislim, ne hitre vlake same po sebi, ampak vozni red, ki je delujoč, takten, vsi vemo, da se bo vlak pojavil čez pol ure najkasneje in se bi to zelo hitro dalo tukaj znotraj Ljubljanskega obroča oziroma Ljubljanske kotline rešiti, a ne. Skratka, modele je treba naštudirati in jih spraviti v komuniciranju, promoviranju do povsem jasnih opcij in jih skomunicirati torej ljudem, zato da mogoče potem se začne valiti ta val. Urša, samo tole, mogoče o nevarnih kemikalijah, a ne, vsi vemo, da so v izdelkih za vsakodnevno uporabo, z našimi testi smo to že velikokrat dokazali, sploh z zadnjimi testi bisfenolov v dudah, pa tudi, mislim, da v peki papirju, kaj ne, Boštjan, in tako naprej, v zelo različnih izdelkih, ja. In zdaj, torej volivci strank Levica in Vesna, kar 98% jih meni, da je kemijska varnost izdelkov pomembna oziroma zelo pomembna. Kaj osebno o tem menite vi? Vidite to kot velik ali manjši problem in zakaj? To je zame obupno velik problem in jaz, odkar se ukvarjam z odpadki, to bo že mogoče 20 let kmalu, je zelo kmalu prišla tudi tema kemikalij zraven. Zato, ker danes razširjenost plastike je pogojena s tem. Kemikalije so tiste, ki dajo plastiki obliko, barvo, prilagodljivost, prožnost in vse to. In seveda se s tem tudi širi uporabo plastike in to je neposredno povezano, no. Zakaj tak velik delež naših volivcev to podpira, me sploh ne čudi, zato ker zelo veliko na tem delajo skupina Zelenih v Evropskem parlamentu, se tudi trudijo z raznimi peticijami in kampanjami, no, o tem govoriti. Mi to se vedno potrudimo tudi prevesti, vsaj za naše člane in tisti, ki nam sledijo, lahko o tem tudi preberejo veliko. Jaz, če bi imela čarobno palčko, se opravičujem vsem tistim, ki jih bom zdaj mogoče presenetila, ampak jaz bi prepovedala bleščice. Meni se zdi to nekaj tako škodljivega in to je spet seveda to odpadek, to je mikroplastika, ki je neposredno povezana s kemikalijami. Skratka, to je tako veliko nenaslovljeno področje. Zadnjič sem slišala, mislim, da je gospa Lučka Kajfež Bogataj to številko dala ven, nisem še prej ujela, da obstaja preko 350 000 kemikalij in miksov kemikalij na svetu in kdo vraga lahko preuči vse vplive? Ni šans. In to je, ne moremo, a ne, vsega tega. Mogoče samo še vidik, pa lahko zaključim, ampak tu bi lahko res dolgo govorila. Oblačila, no. Mi smo se takrat pri Ekologih brez meja med prvimi ukvarjali s to problematiko odpadnega tekstila
In jaz imam tretjino recimo oblačil iz druge roke, seveda to so tudi oblačila, ki jih nekdo kupi, nikoli ne uporabi, tako da ti stereotipi so pri meni že zdavnaj odpadli. In sem postala tako, ko grem kdaj vseeno v kako trgovino, ker nekaj iščeš ali karkoli pač potrebuješ, greš mimogrede pač mimo, jaz tako vonjam to v oblačilih. Res čutim, nosnice me pečejo, vem, da je to vse preparirano in tudi za mojo hčero jaz skoraj ne kupim nič. Meni se zdi to grozno, dajati otrokom oblačila res prepojena s kemikalijami, ki se sperejo šele, kaj pa vem, po 10., 20. pranju mogoče ven, ali pa celo ne. Res področje, ko bi sam rekla, hvala, da se s tem ukvarjate, ampak o tem je treba res veliko govoriti. Ja, se strinjam, to je tako, kot da nekdo pride pravzaprav v skladišče nakupovati, tako občutek imam jaz, no, tako da marsikje je ta vonja. Ampak Zveza potrošnikov Slovenije je pravzaprav pozvala tudi za prepoved hormonskih motilcev v dudah, ki smo jih našli, a ne, bisfenolov v dudah, in v Evropski uniji obstajata 2 državi, ki sta to sami prepovedali. Pri nas to ne gre, oziroma na naš poziv še ni odgovora. Zakaj ne? Kaj lahko še naredimo, da to pravzaprav preprečimo? Zakaj so Avstrijci in Francozi očitno prvorazredni državljani, kjer se to lahko naredi takoj, pri nas pa kar čakamo? Čakamo na Evropo. Ne vem, jaz sem dostikrat zelo jezna, no, mi smo tako neambiciozni pri enih stvareh, in ravno ta naša majhnost bi nam mogoče celo lahko pomagala, ne, da bi se hitreje odzvali. Mislim tudi, da imamo vse pogoje, no, da bi, mi imamo eno tako interno geslo v Vesni, da lahko postanemo najbolj zelena država na svetu, in to vse noter paše. To pomeni dvigant letvico zavedanja, dvigant letvico želje pri ukrepanju, in jaz ne vem, česa se bojimo, no. Mogoče je to spet, smo na začetku, no, tudi vaša, podhranjenost zavedanja, kako pomembna je Zveza potrošnikov, kako se je tudi ne podpre, ker kljub vsemu jaz nisem toliko kritična do tega mandata vlade. Neke stvari so postavili na zemljevid, ne. Ogromno je še za narediti, ampak na tem vašem področju pa ni bilo glih kljukice, no, kar se mene tiče. Se strinjamo. Tako da se mi zdi, da je to spet tisto, a ne, zdaj se ciklamo, a ne. Tudi vaša vloga okrepljena bi tukaj zelo veliko pomagala, predvsem pa skupen nastop. To pomeni recimo okoljskih organizacij, potrošniških organizacij, vseh tistih zdravstvenih, a ne, ki bi potem enotna fronta se zavzela, ustvarilo zahtevo, jo preneslo tudi na državljane, če hočete, a ne, in se moramo o tem pač, jaz sem res do konca kritična, zakaj smo tukaj zaostali na nek način, in take prepovedi, pa to se z lahkoto naredi, no. Sam če je želja. Mi mislimo tako, ja. Jaz tudi mislim, da recimo, zakaj se mi bolj resno ne gremo na ponovne uporabe, popravil, garancij in tako naprej. Ja, mogoče je to zvezano z industrijo, ki jo v taki meri nimamo, kolikor je pa imamo, bi se pa dalo več narediti, a ne. In to je spet ena želja, ki jo lahko naredimo v en tak sistemski paketek, damo mašnico gor in bi se lahko začelo kljukati enkrat. Slogan naše revije ZPS Test je živeti pametno, za trajnosten, preudaren in kakovosten življenjski slog. Ali bodo volivci vaše stranke, če pridete v parlament, lahko rekli, da živijo bolj pametno, trajnostno, kakovostno, preudarno? Če mi pridemo v parlament, če mi pridemo v vlado, kar je bolj ključno, ker tam je moč odločanja v parlamentu, predvsem seveda lahko predlagaš, ampak je potem marsikaj, od marsičesa odvisno, je v bistvu to, kar ste povedali, za nas v smislu, no. Mi se ne gremo politike zato, ker ne bi imeli kaj drugega v življenju, ampak je ravno hec v tem, da so nas vse poti, a ne, ki so nas pripeljale do tega trenutka, da smo ustanovili stranko, da se gremo volitve, so točno take. Torej, ena aktivnost, ki te pripelje do tega, da lahko delaš ogromno fajn stvari, ki so pa zaman, ko se projekt konča, pristane v nekem predalu in konc. In mene je to tako jezilo vedno, res. In jaz pač ne morem vsega obljubljati, kakorkoli, meni se zdi to tudi čisto brez veze, no, ampak naše zaveze so točno tukaj zelo močne, no, in mislim, da je to tisto, kar mislimo prinesti, kar želimo prinesti, kar prinaša tudi naš volilni manifest skupaj z Levico, ena obljuba prizadevanja za to, da ne rečem celo konkretnih sprememb.
Zdaj pa za konec samo še, da rečeva, mogoče ne čakajmo na Evropo, pojdimo volit. To je pa dodali- začetek vsega in tukaj se tudi izkaže naša državljanska dolžnost, ne samo pravica. In tudi teme, no, o katerih smo se danes pogovarjali, meni je to najbolj zanimivo. To se pa res tiče vsakega izmed nas. In se mi zdi tudi za ceno zdravja nas in naših otrok, tudi zaradi tega je treba iti volit. In mene noben ne bo prepričal, da ni čisto v bistvu vsaka stvar politična, ker če ni stvar neke lokalne ravni, a ne, ne vem, gradijo se ceste pa neke stvari, ki se res lokalno odrazijo, pa so tudi politično motivirane, ker je odvisno od tega, kakega župana imamo, kak je občinski mestni svet. Na ravni države pa toliko bolj. Vse je politično. Politično je, kako hrano jemo, a imamo kemikalije v spodnjicah, a imamo javni prevoz. Vse je politično. In tudi zaradi tega se mi zdi, treba je iti na volitve in izvoliti tisto opcijo, ki se nam zdi, da nam tudi na vsakodnevni ravni lahko nekaj prinese. Torej, vsi smo potrošniki, gremo na volitve. Urša, hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Hvala lepa.